drage gledalke, cenjeni gledalci, že nekaj dni je minilo od pomembnega simbolnega dejanja, ki je pomenilo tudi pomembno manifestacijo katoliške skupnosti na Slovenskem, namreč od prekopa nekdanjega ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana. Še vedno pa ostaja v zvezi z njim veliko vprašanj, predvsem v zvezi s tem, kako nanj gledamo in kako ga doživljamo Slovenke in Slovenci. Tudi o tem se bomo danes v oddaji s pomenljivim naslovom Gregorij Rožman, slovenski mož bolečin, pogovarjali z eno od najzaslužnejših oseb za to, da smo sploh dočakali 13. aprila prekop škofa Rožmana, z eminentno zgodovinarko doktorico Tamaro Grisej Pečar, ki jo prav lepo pozdravljam v studiu televizije Exodus. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Verjetno doktorice Grisejeve občinstvu televizije Exodus ni treba posebej predstavljati. Poznamo jo kot pronicljivo preučevalko in razlagalko predvsem medvojnega in zgodnega povojnega dogajanja na Slovenskem, ki ga je predstavila tudi v sintezi spet z izredno točnim naslovom Razdvojeni narod. Poznamo jo tudi kot preučevalko odnosov med komunistično oblastjo in katoliško cerkvijo na Slovenskem. Zlasti velik pa je njen prispevek k razkrivanju lika in delovanja škofa Rožmana. Pa bi doktorica Grisejeva začel kar s prvim, mogoče najsplošnejšim vprašanjem. Kaj bi povedali človeku, ki o Rožmanu ne ve ničesar, o njem recimo v 5 stavkih? To je seveda zelo težko. Škof Rožman, bi rekla, je bil škof v ljubljanski škofije v enem najtežjih časov te škofije, namreč med 2. svetovno vojno. In ker je bil edini, ki je lahko ljudem sploh še pomagal, ker v mariborski oziroma leventinski škofiji so izselili vse duhovnike, je bila vsa teža na njem in on je v številnih intervencijah prosil okupatorja, da izpusti internirance, taboriščnike, talce in tako naprej, delno uspešno. In mislim, da je to eno največjih njegovih dejanj, sploh, da je stal na strani naroda v tistih zelo, zelo težkih urah. Potem je seveda zaradi državljanske vojne nastopil komunistični čas in škof Rožman se je umaknil na Koroško, tudi da bi pomagal ljudem, ampak ni mogel več nazaj. No, to je res izredno koncizna sinteza, za katero sem vam hvaležen, ker mislim, da je v njej zajeto res bistveno o škofu Rožmanu. Se pravi, okupacija in 2. svetovna vojna sta gotovo temeljni določnici njegovega delovanja, pa tudi njegovega mesta v današnji zavesti Slovenk in Slovencev. Katere so bile pa še druge pomembne prelomnice, ki so ga najbolj zaznamovale v njegovem življenju? Ja, lahko rečemo že kar koroški plebiscit, ker škof Rožman je seveda zrasel na Koroškem. In ker se je zelo zavzemal za to, da bi slovenski del Koroške prišel k novo nastali kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, seveda tam tudi ni mogel ostati. In prav zaradi tega, ker je poznal kot Korošec tudi nemško, če mi rečem nemško, mislim nemško-avstrijsko nasilje nad
Slovenci, ki je bilo že pred Prvo svetovno vojno, predvsem pa tudi potem med Prvo svetovno vojno zelo močno prisotno na Koroškem. Prav zaradi tega je očitek, da je on potem v drugi svetovni vojni podpiral okupatorja, pravi nesmisel. Ta koroška komponenta njegovega življenja in tudi njegovega človeškega oblikovanja je velikokrat prezrta, podobno kot pri njegovem rojaku in sodobniku Lambertu Ehrlichu. In pravzaprav seveda, kot ste povedali, ravno ta koroška izkušnja izključuje možnost, da bi bil naklonjen nemškim ekspanzionističnim ciljem. Ja, saj to je on sam tudi večkrat povedal. Poleg tega je predno je bil nemški napad na Jugoslavijo, so prišla poročila od poljskih duhovnikov, ki so bežali preko slovenskega ozemlja in so pripovedovali, kaj Nemci počenjajo na Poljskem. In potem, ko je kardinal Hlond napisal poročilo o teh grozodejstvih za papeža, je Rožman to poročilo dal tajno prevesti in razširjati, torej, in je bil potem tudi na seznamu, ki je bilo pripravljeno za napad, nemški napad na Jugoslavijo, je bil tudi Rožman opredeljen kot nasprotnik nacizma. Gotovo tudi seveda ravno zaradi te svoje koroške preteklosti, če tako rečemo, seveda pa tudi zaradi delovanja tik pred drugo svetovno vojno. Ampak kako je potem mogoče, da pa je ravno škof Rožman s tako biografijo, kot ste jo zdaj v nekaj geslih očrtali, s tem koroškim backgroundom, če tako rečemo, postal v bistvu vse do danes, mislim, da lahko rečemo, glavni negativec druge svetovne vojne na Slovenskem, bolj negativen kot katerikoli pripadnik okupacijskih sil v Sloveniji, tudi bolj negativen kot nekateri slovenski nasprotniki komunizma. In kako to, da se ga ta madež, če tako rečemo, tudi med katoličani pogosto drži še danes? Ja, to je pravzaprav odgovor je enostaven. Škof Rožman je bil nasprotnik vsakega nasilja, tako fašističnega, nacističnega in komunističnega. In on je bil nasprotnik komunizma iz verskih razlogov in se je strogo držal tiste okrožnice Pija XI. Divini Redemptoris. In torej katoličan že iz verskih razlogov ni mogel podpirati te ideologije. Potem pa seveda med drugo svetovno vojno imamo dve ravni dogajanja v Sloveniji. Eno je okupacija in upor proti njej, drugo pa je revolucija, upor proti revoluciji in seveda iz tega sledi državljanska vojna. In ker je bila osvobodilna fronta v rokah komunistov, je seveda škof Rožman tej osvobodilni fronti nasprotoval. Predvsem najprej je bil sicer tiho, oglasil se je šele, ko je varnostno obveščevalna služba, ki je bila izključno podrejena partiji, morila po cestah in domovih narodno zavedne Slovence, predvsem seveda katoličane. In tukaj se je potem začel vedno glasneje opredeljevati. In seveda so bili katoličani, torej je bila cerkev kot nasprotnik temu komunističnemu nasilju na poti komunistični partiji, ki je imela en sam cilj, namreč prevzem oblasti. Tako kot je Kardelj že leta 1940 v
na 5. konferenci partije v Zagrebu rekel, mi bomo šli v upor samo, če bomo lahko izpeljali revolucijo oziroma če bo to v interesu Sovjetske zveze. Dobro, to seveda razumemo, zakaj komunistična partija ni marala škofa Rožmana. Ampak kako pa to, da se je ta njena interpretacija njegovega delovanja tako zelo prijela, da se pravzaprav še danes ni mogoče otresti? Seveda je partija potem demonizirala Slovensko katoliško cerkev, ker je bila edina organizacija izven partije po koncu vojne. Ne rečemo osvoboditve, ker osvoboditev to ni bila, ampak je bil samo prehod iz enega totalitarnega režima v drugega. In takrat se je seveda začela indoktrinacija ljudi predvsem tudi v šolah, pa vse posod pravzaprav, v časopisih, v partijskih sestankih in seveda ustrahovanje. In te posledice tega čutimo še danes. In to se je tako prijelo ljudi, tudi žalibog katoličanov, da se tega sploh ne zavedajo prav. In tukaj ne pomaga nič, tudi ne, če predložimo dokumente, ki so v obilju na razpolago, tako v škofu Rožmanu, kot tudi v drugih duhovnikih, ki so bili obsojeni, lahko rečemo množično obsojeni na različnih procesih. Ja, tukaj lahko omeniva to res bogato zbirko dokumentov povezanih s škofom Rožmanom, ki je izšla približno pred 3 leti ob sodni oziroma ob sodni rehabilitaciji škofa Rožmana s pomenljivim naslovom Med sodbo sodišča in sodbo vesti, ki jo imate tudi tukaj na mizi. In to je zdaj dejansko so zbrani dokumenti, ki majajo ali pa omajajo in porušijo to stereotipno, demonizirano podobo škofa Rožmana. Ampak po drugi strani, kot ste že sami omenili, pri katoličanih tudi samih vedno začutimo neko nelagodje, ko je treba kaj povedati o škofu Rožmanu. Vedno bo sledil nek ampak ali izmikanje. Na drugi strani pa še vedno smo priča poskusom, da bi se temu škofu, lahko rečemo domoljubu, obesilo tako rekoč karkoli. Znan je tisti primer z blagoslavljanjem italijanskega bordela, ki si ga je privoščil celo zgodovinar, akademik. Kako je to? Ja, torej krožijo seveda razne govorice o škofu Rožmanu. Zato smo zbrali dokumente Med sodbo sodišča in sodbo vesti, je publikacija, ki vsebuje v glavnem dokumente, ki se tičejo njegovega procesa oziroma druge svetovne vojne. Tukaj na procesu je bilo 13 točk, v katerem so njega obsojali, poleg tega, da so ga seveda obsojali za izdajstvo in sodelovanje z okupatorjem skupaj z Rozenarjem, Rupnikom, Vizjakom, Krekom in tako naprej. Da bi senca krivih, tako kot je bil Ervin Rozenar, ki je bil zločinec, padla na tiste, ki so manj krivi. Seveda ena od teh zgodb je formulirali so še nove očitke kot to, kar ste vi omenili od gospoda Pirjevca, ki je celo na podlagi knjige Cucija, italijanskega zgodovinarja, trdil, da je škof Rožman blagoslavljal bordel v Ljubljani, italijanski, kar pa v tej knjigi seveda ni, ne. Potem so zgodbe kot recimo velikonočna
pridiga bi naj bila tudi proti staršem partizanov in tako naprej, samo na tisto veliko noč pridige sploh ni bilo, zaradi tega, ker je bila nevarnost bombardiranja. In pridiga sama je ohranjena v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, jo lahko vsak prebere, lahko jo pa tudi prebere v naši publikaciji. Torej v tej publikaciji je pridige Marija Čipič Rehar zbrala in je vse tiste sporne pridige objavila. Potem so zgodbe, kaj je vse govoril na birmah, na Dolenjskem recimo tudi, ko so potem verniki napisali pismo, da pač takih besed na tistih birmah niso slišali, ne. Ampak te trditve so zelo trdovratne in se ponavljajo in se pišejo, tudi recimo trditev o lojalnostni izjavi, ki so jo Italijani maja 41. leta, ko je visoki komisar jo ponaredil, zaradi tega, ker škof Rožman ni napisal tega, kar je on pač pričakoval. Celo naslovnika je zamenjal, bilo je naslovljeno na Mussolinija, v resnici je pa on pisal visokemu komisarju in sicer zaradi tega, ker so mu dali vedeti, da Italijani to pričakujejo. Ampak v tem pismu je bilo samo pisano, da naj Cerkev in italijanska okupacijske sile delujejo v dobrobit slovenskega naroda. To besedo je on tudi uporabil. Torej ni nikjer pozdravljal okupacijske sile, niti ni se veselil nad tem, ampak prav nasprotno, ne. Ja, zdaj vi ste že omenili pravzaprav to dvotirnost dogajanja na Slovenskem med drugo svetovno vojno, okupacijo in revolucijo. Gotovo je, da je ta brutalna okupacija in razdelitev slovenskega ozemlja sama po sebi vplivala na to, da se je v slovenskem narodu pač zbudilo tisto najslabše, kar je bilo. Ampak verjetno je pa vzvode za tak izbruh vendarle iskati že v dogajanju med obema vojnama. Bi se bilo mogoče strinjati s trditvijo, da je pravzaprav največ k razkolu medvojnemu med Slovenkami in Slovenci prispeval razkol med katoličani samimi, ki je bil posebej viden konec 20. in v 30. Ja, prav gotovo se je tam začelo in tu vidimo potem tudi, da se je tisti del katoličanov, ki se tako rekoč z uradno cerkvijo, če smem to besedo uporabljati, se ni strinjalo, križarsko gibanje in tako naprej, pa potem razkol v Domu in svetu, Kocbekovo premišljevanje o Španiji je bil tukaj povod. Da je ta del krščanskih socialistov potem seveda tudi pristopil k osvobodilni fronti. Večina katoličanov pa z uradno cerkvijo seveda ne, zaradi že omenjenih kršitev človekovih pravic, zaradi umorov na cestah in domovih. In ta razkol med katoličani, pa tudi med akademskimi društvi, delno med mladci in stražarji, vse to se je žalibog tudi potem nadaljevalo med drugo svetovno vojno, ne? In delno tudi potem še. Ja, zdaj najprej, kar me zanima in kar je mislim, da tudi eno od ključnih vprašanj v zvezi s tem je, v čem je bila pravzaprav taka privlačna moč levičarske ideologije, da je tudi toliko katoličanov verjetno vse od začetka zelo iskreno se oklenilo nekaterih marksističnih pogledov in rešitev. Ja, seveda gotovo napačno razumevanje
rešitev socialnih vprašanj, enakost, ki jih je navidezno ponujal seveda komunistična ideologija, ne. Opazno je bilo seveda to, da je dejansko ta tok najmočnejši ravno na, recimo temu, vzhodnem Štajerskem. Ja, v delavskih predelih tudi, ne. Pa v Viničarskih. Ja, nekje. pa Viničarskih tudi, ja. Mislim, kjer so bile gotovo razmere težke, ne. Gotovo, ja. In saj tudi tradicionalna stran je hotela po vojni marsikaj spremeniti, saj so rekli, ampak na drugačen način, ne na silen način, ampak ljudje naj se odločajo na volitvah o teh, kaj je treba v novi državi spremeniti, ne. Tudi oni so imeli londonske točke, recimo, ki so že bile sprejete jeseni 41. leta, so to predvidevali, ne. Prav gotovo je bilo na tem področju marsikaj narobe, ne. Ampak tudi to društvo prijateljev Sovjetske zveze, tukaj so se vključevali, se je del teh krščanskih socialistov vključevalo, je bilo tudi izredno privlačno za te skupine, ne. Čeprav je takrat že v bistvu tudi veliko zahodnih intelektualcev bilo v Sovjetski zvezi, recimo Žid, in so pravzaprav bile na voljo poročila, ki so kazala, kakšna je realna slika. Tudi v naših slovenskih časopisih se je o tem pisalo, torej ne bi smeli biti tako naivni, kar se tega tiče, ker kar se je dogajalo v Sovjetski zvezi, je bilo znano, ne. In ti znameniti procesi, ki so se odvijali, pa lakota, ki so jo kot instrument uporabljali v Sovjetski zvezi, to niso bile stvari, ki niso bile znane, ne. Pa kljub temu. Pa španska državljanska vojna je seveda tukaj tudi igrala določeno vlogo, čeprav Kocbek nikoli ni bil v Španiji, prišel je samo do francoske meje, kot vemo, ne. Ja, pa tudi dejansko se je v Španiji ta vzorec, ki se je potem ponovil v Sloveniji, čeprav je bil epilog v Španiji drugačen, se je že jasno nakazal, kaj se zgodi z cerkvijo, s katoličani v primeru prevlade te radikalne levice. Če je bil kdo pripravljen to videti, potem ja, ne, ampak to je očitno tudi bila ena določena slepota na tej strani. Gotovo. No, zdaj, kot vemo, Rožmanov predhodnik škof Jeglič zlasti v zadnjih letih svojega življenja in delovanja ni zastopal posebej jasne linije, kar se tiče krščanskega socializma in teh delitev znotraj katoliške skupnosti. Kako pa je bilo s škofom Rožmanom? V splošni zavesti je spet znana predvsem tista epizoda, ko je ravno odlomek iz premišljevanja o Španiji objavil in obsodil v škofijskem listu, in to je on potem spet bad guy v primerjavi z naprednim Kocbekom. Kakšen je bil torej njegov odnos do teh struj v katoliški skupnosti? Torej, jaz ne bi rekla, da Jeglič ni imel jasne predstave. Jaz mislim, da je Jeglič prav iskal nekoga. Jeglič je, če se spomnimo Prešernovega spomenika, je prav nastopal zelo proti tem liberalnim strujam, ne. In mislim, da je Jeglič tudi iskal nekoga, ki bi njegovo smer nadaljeval. Kontinuiteto je iskal, ne. No, ampak je pa ravno po upokojitvi so ga recimo krščanski socialisti povabili v Bohinj, pa je potem tam jih podpiral. Ja, mogoče ni tako ostro nastopil, to je mogoče, ampak mislim, da je bil drugače jasen, ne. In tudi škof Jeglič je prav hotel imeti Rožmana za svojega naslednika, kakor vemo, je nunciju dal vedeti, da če ne bodo njega izbrali, potem raj nima pomožnega škofa. In
škof Rožman je bil seveda izredno dober govornik, ne, ki je dosegel srca ljudi, ne. To mogoče je drugače kot škof Jeglič. Mislim, da je to tudi igralo eno določeno vlogo, ne. In bil je pri mladini in pri duhovnikih zelo priljubljen, ne. On je nadaljeval prenovo škofije, ne. Tudi pri duhovnikih začel, pa tudi seveda pri mladini, ne. Če se spomnimo, že na Koroškem je deloval kot, je pri Orlu zelo sodeloval in to delo je nadaljeval, kar je bil tudi gotovo tudi eden od vzrokov, zakaj ga je Jeglič zbral, ne. In potem tudi pri katoliški akciji skupaj s Tomažičem sta hotela poenotiti katoliško akcijo, seveda, in s tem nekako pomiriti duhove, če hočete tako, kar mu pa seveda ni uspelo, ker so bili prepiri med različnimi strujami premočni. In tukaj se je tudi postavil, ko je bilo vprašanje katoliške akcije in stražarjev, je bilo vprašanje, je potem rekel, da je katoliška akcija tista prava organizacija, stražarji pa so pomožna organizacija katoliške akcije, ne. No, verjetno pa je ena točka, kjer je nekoliko se distanciral od Jegličeve linije, namreč vprašanje enačenja pripadnosti katoliški cerkvi s pripadnostjo politični stranki. Čeprav se danes velikokrat ponavlja teza, da je on v bistvu ideolog Slovenske ljudske stranke, ampak iz njegovih nastopov to ne sledi. Ne, on je zapustil 2 študiji ravno o cerkvi in državi. In tukaj je bil, sicer ni prepovedal duhovnikom udejstvovanja političnega, ampak odsvetoval je. On je bil mnenja, da to ni delo duhovnika, da se politično udejstvuje, ne. Tukaj je videl, torej cerkev bi se ne vmešavala v politično delo samo takrat, kadar so te osnovne stvari cerkve vprašanje, ne. Ne pa v strankarsko politiko. In to je bil določen premik v primerjavi z Jegličem, vsaj če upoštevamo to, kar je pisal recimo Ignacij Nadrah v svojem zdaj pred kratkim objavljenem dnevniku, ne. Se pravi, da tu je verjetno treba poudariti izredno pastoralno usmeritev škofa Rožmana. Absolutno. Mislim, da če bi z enim stavkom hotel povedati, kaj je bil Rožman. Rožman je bil dušni pastir, on je bil ne politik in ne diplomat. No, manj znana epizoda iz njegove kariere je tudi njegovo sodelovanje pri pripravi konkordata v tem medvojnem obdobju, ki bi pravzaprav tudi zanj prinesel že takrat vlogo metropolita Slovenske cerkvene pokrajine, ampak do tega ni prišlo. Zaradi Srbske pravoslavne cerkve ni prišlo do tega, zaradi tega, ker v Senatu v Beogradu nikoli ni bilo to sprejeto, ker je Srbska pravoslavna cerkev z ekskomunikacijo grozila vsakemu, ki bi bil za to v parlamentu, ne. Ampak on je bil tukaj res eden od tistih, ki so ta konkordat pripravljali, ne. To je, ki bi seveda marsikakšno težavo v slovenski cerkvi odpravljal s tem, ker bi že bila metropolija pred vojno ustanovljena, pa do tega ni prišlo. Predvsem so Srbi tudi nasprotovali temu, da bi lahko se ustanavljale nove škofije, ne. Ja, kar se je potem zgodilo dejansko šele 70 let Ja, kasneje, oziroma da kasneje. bo Koprska je pa že obstajala, ne, ampak ni bila na ozemlju Jugoslavije. Ja, no in potem se ta
pastirska figura, se pravi človek, ki je v prvi vrsti dušni pastir, znajde v vrtincu druge svetovne vojne in okupacije. Zdaj, marsikdo si sploh ne predstavlja, kakšna je bila dejansko ta situacija, sploh glede na to, da je tudi ljubljansko škofijo prizadela ta razdelitev slovenskega ozemlja. Ja, seveda, pri Šentvidu je bila meja med nemško in italijansko okupacijsko cono in Gorenjska torej je pripadala Nemcem in škof Rožman seveda ni imel nobene možnosti prestopiti to mejo, zato je celovški, torej krški škof upravljal ta del ljubljanske škofije in seveda je poslal 5 duhovnikov, ki so imela velika območja, ki so upravljali, in to je bilo popolnoma nemogoče. Kljub temu je škof Rožman na skrivaj tudi pošiljal duhovnike čez mejo, ki so občasno pač maševali na tem področju. V ljubljanski okupacijski coni je seveda cerkev imela drugačno stališče kot v nemški, zato ker so Italijani cerkev drugače obravnavali, ne. Za Nemce to ni bila nobena vrednota, pri Italijanih je bilo to malo drugače. Ostal je tudi v ljubljanski pokrajini z razliko s tistim ozemljem, ki so ga Italijani zasedli že leta 18, je slovenska beseda ostala, slovenski časopisi, cenzurirani seveda, tudi slovenske knjige in slovenska pridiga v cerkvi. Torej, cerkev se je lahko nemoteno, več ali manj nemoteno premikala in delovala. In tako je potem resnično škof Rožman bil edini še, ki je lahko pri okupatorjih interveniral za ljudi in ljudje so se res, lahko rečemo, masovno na njega obračali. Njegov tajnik, poznejši pomožni škof Lenič, je rekel, da je bilo včasih 50 ljudi na dan, ki so bili pri njem in so prosili za svojce. In on je interveniral za vsakega, za politično vprašanje, politična opredelitev je bila popolnoma nevažna, ker eno je, da je bil proti komunizmu. Kot ideologiji. Drugo pa je, kot ideologiji, seveda. Drugo pa je, da je seveda tudi komunistov pomagal. Tone Tomšič in njegova žena Vida Tomšič sta najbolj znana primera, ampak nikakor ne edina. In on je se zavzemal za vsakogar in to so Italijani pol tudi kmalu pogruntali in so rekli, so dali navodilo, da se njegove intervencije ne upoštevajo drugače kot intervencije vseh drugih ljudi. No, zanimivo je to, da pravzaprav za oba zakonca Tomšič je posredoval celo pri papežu Piju XII. Ja, saj pismo eksistira in mi smo tudi objavili to v knjigi, tako da da se vsak o tem lahko prepriča. Tudi na razstavi Boj proti veri in cerkvi smo imeli ta dokument razstavljen. Ja, pa tudi pol pismo, ko je Rožman ni imel uspeha, ni bil uspešen pri tem, ne, ko je pisal potem staršem, da je žal njegova intervencija bila brezuspešna. Čeprav je papež se potem obrnil na italijanske oblasti. Ja, pa ne samo za njih. Rožman je že takoj, ko so začeli zapirati duhovnike v nemški coni, že takrat je za 350 duhovnikov prosil Vatikan, da intervenira pri Italijanih, da ti intervenirajo pri Nemcih, da se ti duhovniki izpustijo. In te dokumente sem našla, to potrdilo sem našla v nemškem arhivu, da je resnično ta intervencija obstajala, samo Hitler se je potem odločil,
ker Vatikan ni priznal zasedb nemških, da nobenih intervencij Vatikan za okupirana ozemlja ne upošteva. Torej, zaradi tega tudi tega ni upošteval, ne. Ja, no kako pa je pravzaprav škof Rožman, zdaj smo povedali nekaj konkretnih primerov njegovega medvojnega delovanja, kako je pravzaprav gledal na svojo vlogo v času okupacije in kako je pojmoval samo okupacijo? Torej, okupacija je bila za njega veliko zlo. O tem sploh ni dvoma. Videl je svojo vlogo v tem, da stoji ljudem na strani. Premišljeval je tudi o tem, da bi iz Prižnice ga obsodil. In se je o tem posvetoval, ko je bil maja 42. leta v Rimu s papežem. Ampak papež mu je to odsvetoval, ker je rekel, da ga bodo Italijani potem internirali nekje v središču Italije in ne bo nihče ostal v ljubljanski škofiji, ki bi lahko ljudem pomagal. In se je potem odločil, da pač tega ne bo naredil. Ampak kako težko je hodil k okupatorju, dokumentira tudi Lenič v svojem življenjepisu, ki ga je bil prisiljen napisati v zaporu. Ampak škof Rožman je dvakrat vseeno napadel delovanje okupatorja. Enkrat v okrožnici 24. oktobra leta 1941 v pismu duhovnikom in duhovnikom gostom v ljubljanski pokrajini. Tam je ožigosal nemško delovanje na nemško zasedenem ozemlju. In potem pa v spomenici septembra leta 1942 v Italijanom šel je k visokemu komisarju in mu je predložil promemorija v 20 točkah, je potem kritiziral italijansko okupacijo v ljubljanski pokrajini in se skliceval na rimsko pravo in zahteval, da internirance izpustijo in zapornike izpustijo. No, tukaj se tiče njegove obsodbe delovanja okupacijskih oblasti, smo verjetno pred podobnim problemom kot pri vprašanju tako imenovanega molka Pija XII. Glede holokausta med drugo svetovno vojno. Mogoče bi si danes želeli, da bi imeli kako tako simbolično gesto, ki pa najbrž konkretnih učinkov ne bi imela oziroma bi povzročila celo še večje trpljenje, ne. In danes vemo, da je Pij XII. Pomagal velikemu številu ljudi, predvsem Judom, da so v tistih katakombah pod Rimom skrivali ogromno ljudi. In če bi on seveda, o tem se seveda lahko diskutiramo, ampak najbrž, če bi on tam nastopil, bila je velika nevarnost, da Vatikan zasedejo, predvsem Nemci, ne. Ja, seveda. Kaj bi se zgodilo, če bi on potem s tako gesto utonil? Ljudem ne bi s tem pomagal, ne. Vse to je dejansko primer, je tudi tista intervencija nizozemskih škofov, ki je imela pač rezultat še večje nasilje. Samo tega seveda marsikdo ne upošteva, ker bi si pač želel neko simbolično gesto, ki pa bi bila v takratnih zgodovinskih okoliščinah nesmiselna. Ja, seveda, ker on je čutil odgovornost za svoje vernike, ne. In to je tudi izjavil in tudi napisal v svojem odgovoru, ko so mu delali proces v Ljubljani, on je bil na Koroškem in napisal odgovor, ki ga je poslal papežu. No, dve stvari sta, ki se tudi mu kar naprej očitata, pa recimo, da mu to očitajo tudi nekoliko zmernejši presojevalci, namreč to, da ni načelno podprl odpora proti okupatorju in pa mogoče še bolj to, da je relativno pozno
obsodil streljanje talcev, s katerim so Italijani začeli intenzivno spomladi 1942. Slišali smo, da pa je on spomenico izročil konec septembra istega leta. Ja, torej treba je povedati, da sta italijanska generala Augusta leta 1942 grozila, to sta škofu Rožmanu rekla, da bodo, če ne bodo nekako ustavili partizanskega divjanja po deželi, da bosta izselila podeželje. In na podlagi tega je bila potem sestanek v škofiji 12. septembra. Škof Rožman je poklical vse predstavnike prejšnjih strank, pa tudi druge znane Slovence, ki so takrat razpravljali, da je treba dati na to pač neke vrste odgovor, ne. O tem, kako so reagirali, kako je to pismo izgledalo, so deljena mnenja, zaradi tega, ker originala ni. In imamo samo nemški prevod, ki se je našel v arhivu v Ameriki. Je tudi tu objavljen. In tako da ne vemo, kako je pravzaprav izgledal ta odgovor in kdo ga je pravzaprav napisal. Nesel ga je potem škof Rožman, ampak po vsem tem besedilu pa po spominih nekaterih prisotnih so rahli dvomi, da je tukaj on to napisal. Mislim, da ne. In po tem sestanku je potem, in po teh grožnjah je potem škof Rožman šel k visokemu komisarju. Sem pa že rekla, da je že maja 41. leta premišljeval o tem, da bi javno obsodil to delovanje. Kaj je bilo že drugo, ste rekli? No, ta odnos do oboroženega odpora proti okupatorju. Ja, to pa zaradi tega, ker je bila Osvobodilna fronta popolnoma podrejena organizaciji komunistične partije. In s komunistično partijo pa seveda po njegovem mnenju cerkev oziroma katoličani niso mogli sodelovati. Če primerjamo recimo naš upor z francoskim, potem ugotovimo, da pri vseh prepirih, ki so bili tudi tam v rezistanci, so sodelovali vse skupine, zato ker je bila takrat nevarnost nemška proti Francozom kot narodu. Pri nas v Sloveniji tega ni bilo. Kot sem že rekla, je imela partija načrt, da prevzame oblast. In zlorabila je pravzaprav upor za to delovanje. In zato do tega sodelovanja ni prišlo. No, čeprav nekaj pravzaprav o medvojnem delovanju škofa Rožmana pove to, da je pa Osvobodilna fronta ali pa da so komunisti kot voditelji tega boja, okupatorji in revolucije, očitno relativno dolgo računali na to, da bi pa vendarle dosegli nek sporazum s škofom Rožmanom. Saj so še leta 1943 bili ti poskusi. Ja, saj so mu pisali in tudi preko Staneta Mikuža so bili kontakti z Rožmanom. Ne smemo pozabiti, da je Rožman tudi pomagal pridobiti liturgično posodje za Metoda Mikuža, ki je brez njegovega dovoljenja šel k partizanom, ne? Ker je bil škof Rožmanja tudi mnenja, da tudi partizani potrebujejo dušno oporo, ne? Ampak zaradi že povedanih razlogov se škof Rožman ni mogel odločiti za to, da podpre te vrste upor.
morate misliti, da samo leta 1941 je voz ubila po ljubljanskih cestah 120 ljudi, ne. In to se je nadaljevalo, potem je šlo v tisoče v naslednjem letu, ne. Samo do jeseni 800. No, saj to tudi v bistvu pove, da so Italijani kot neka okupacijska oblast, ki bi morali biti zadolženi za vzdrževanje javnega reda, popolnoma odpovedali. Ja, ampak to seveda tudi razlaga, zakaj so potem te vaške straže, ki so jim nastale zaradi nasilja dveh strani, partizanov in komunistov, iz samoobrambnih razlogov, da so se potem uprli na Italijane, ne, ampak pomagalo jim to tudi ni preveč. So bili Italijani neučinkoviti, oziroma vprašanje, koliko so sploh hoteli biti učinkoviti. To je vprašanje, ne. Pa oni so zapustili en kraj, pa so prišli partizani in so pri istih ljudeh, pa pri istih domačijah zganjali isto, pa požigali, pa ropali in tako naprej, ne. Torej, podeželje je bilo pod ogromnim pritiskom. In dejansko ravno Lambertelli v svoji spomenici z dne 1. aprila 1942 ravno to Italijanom tudi očita, njihovo neučinkovitost po eni strani, po drugi strani pa kolektivno kaznovanje vasi zaradi teh so posiljali množično v internacijo cele družine, tudi otrokom. Ena od teh intervencij skupinskih, ki smo jih tudi navedli v knjigi, je intervencija za 1700 otrok. In seveda tudi streljanje talcev in tako naprej, spada to vse v to kategorijo, ne. Očitno se je pa potem, ko so komunisti ugotovili, da ta sporazum s škofom ni možen, se je pa zelo hitro začela demonizacija njegove osebe, ki je potem seveda se nadaljevala po drugi svetovni vojni, ker, kolikor vem, v svoji pridigi na Miklavževo nedeljo leta 1943 v bistvu navaja govorice, ki se širijo o njem in so zelo podobne temu, kar še danes marsikdo misli, da je resnica o škofu Rožmanu. Ja, to je res. Ja, to je seveda indoktrinacija, ki še vedno deluje. Ker tam navaja pač, da so ga videli v nemški, italijanski uniformi, kako je sodeloval pri načrtovanju uničevanja Slovencev. Veste, na kaj me to spominja? Spominja me na to, kako so na italijanskih bojiščih videli cesarico Cito, ki je tudi tam. Torej, s tem hočem reči, da so to pač take zgodbe, ki se ponavljajo. Ampak to recimo človek razume kot del neke vojne propagande v izrednih razmerah, ne more biti pa to podlaga za zgodovinsko vrednotenje 70 let po vojni. Absolutno ne. Pa seveda tudi moramo poudariti, da z očmi leta 2014 ne smemo ocenjevati delovanja med drugo svetovno vojno, ker so razmere popolnoma drugačne bile, ne. Zdaj bi se seveda lahko pogovarjala še zelo veliko o teh medvojnih dogodkih, komaj kaj sva pravzaprav načela. Mogoče bi se na hitro še vrnila k tem Rožmanovim posredovanjem za najrazličnejše skupine ljudi in posameznike. V zadnjem času se zato uveljavlja tudi izraz Rožmanov seznam, očitno v navezavi na bolj znani tudi filmski Schindlerjev seznam. In mogoče lahko v kakšnih številkah, za koliko ljudi je škof posredoval? Torej ta Rožmanov seznam je bil članek gospoda Ogrina in se mi zdi zelo posrečen. Rožman je interveniral za 1318 ljudi, ki so imensko znani, ljudi oziroma družine, ampak mi smo upoštevali pri družinah 3 osebe. Tako da, in ker vemo, da so bile družine takrat večje, je to številka prenizka.
Ampak ta imena, za nekatere je tukaj interveniral večkrat, smo v knjigi tudi imensko navedli. To pa ni vse, on je interveniral za skupine ljudi. Za večino teh skupin, žali Bog, ne vemo, koliko oseb je bilo tukaj mišljenih. Vemo recimo, da je bilo 350 duhovnikov, vemo, da je bilo 1700 otrok, ampak tako da lahko rečemo, da je bilo v teh skupinah, če smo previdni, okoli 3000 oseb. Ampak po vsej verjetnosti je bilo več, ne. Tudi za Jude se je zavzemal, za nekatere imamo imena in pred kratkim je kolega Renato Podbersič v rimskem arhivu našel še nove dokumente, ki kažejo Rožmanove intervencije za Jude. Torej to, kar je recimo zgodovinar Baum pisal na Koroškem, da je bil Rožman antisemit, absolutno ni res, ampak nasprotno, zavzemal se je za njih. To se pravi, v bistvu po običajnih kriterijih bi lahko v prihodnosti pričakovali, da bo Rožman razglašen za pravičnika med narodi. Ja, to pa jaz ne vem, jaz sem zgodovinar, ne vem, kaj bo, ampak po pojmovanju, po židovskem pojmovanju bi to morala biti posledica, ja. Zdaj je drugo vprašanje, ali bo to s tem uspelo prodreti, nekaj vemo, da tudi nadškof Stepinac bi verjetno izpolnjeval osnovne kriterije, pa pač iz nekih političnih premislekov to ni realno. Poglejte, kakšno sovraštvo v tem že omenjenem gospodu Pirjevcu pred kratkim v Primorskem dnevniku je povzel tudi nekaj, kar se razširja po spletu, da je Rožman po vojni pomagal Paveliču, oprostite, zlato spravljati v Južno Ameriko, ne. Tukaj obstaja tudi ena knjiga ameriških avtorjev, ki jo neprestano citirajo, torej in pravijo, da je zaradi tega dobil potem tudi vizo za Ameriko, ne, kar sploh ni res, ker smo našli dokumente, kako je prišel do vize, ne v Bernu, kot oni trdijo, ampak v Zürichu. On je bil na kontingentu tako imenovanih Minister of Religion, torej imeli so za posebne skupine dodatne možnosti v Ameriki in na podlagi tega je on dobil vizo, ne. Torej, take zgodbe se pač ponavljajo in so izredno popularne v določenih krogih. No, k tej povojni zgodbi se vas vsaj kratko še morala preseliti. Zdaj mogoče bi ta vojni del zaključil z eno primerjavo, ki se tudi kar naprej pojavlja in je že prav, da jo v Mariboru omenimo. Namreč tudi povojno zgodovinopisje in tudi spet del katoličanov je to prevzel, je stiliziralo nasprotje med škofom Rožmanom v Ljubljani in levantinskim škofom Tomažičem v Mariboru, kjer je seveda imel spet Rožman vlogo negativnega pola, češ nekdo, ki je kolaboriral, ki je pokleknil pred okupacijsko oblastjo, medtem ko pri škofu Tomažiču tega naj ne bi bilo, naj bi se odločno izrekel proti kolaboraciji, naj ne bi imel stikov z nemškimi okupacijskimi oblastmi. In čeprav je potem komunistična oblast po vojni dejansko obe škofiji enako obravnavala, torej ni naredila razlike, je vseeno tudi to bilo eno od učinkovitih sredstev za demonizacijo škofa Rožmana. Ja, seveda, Tomažič je bil popolnoma nemočen, on je bil praktično konfiniran v škofiji
in ni mogel nič, on sam je tudi prosil Rožmana po kanalih, seveda, da pomaga tem zaprtim duhovnikom in tudi bogoslovcem, ki so potem dobili možnost in štipendijo od Vatikana. Ampak prav nasprotno, medtem ko je Tomažič svojo izjavo prej kot Rožman pisal okupatorju, on je res naslovil na Hitlerja, seveda v tem smislu, da pač zavaruje svojo škofijo, ne, da prosi Nemce, da se obnašajo spodobno, če smem tako reči. Ampak dočim škof Rožman po okupaciji italijanski nekaj časa ni šel k Italijanom, ampak so mu šele potem okolica ga je praktično prisilila k temu, da je šel, torej pozneje kot Tomažič. In tudi kar se tiče njegovega obnašanja do Osvobodilne fronte, vedno znova pravijo, da je bil proti ustanavljanju domobranstva. Res je bil proti temu, ampak on je bil tudi proti temu, da proti Osvobodilni fronti, ne, oziroma proti partizanom. Ker on je izrecno rekel, da naj se katoličani ne udeležujejo maš in tako naprej, ki jih imajo ti tako imenovani napredni duhovniki, ne. Torej, stališče škofa Tomažiča je bila še bolj rigorozno, kot pa je bilo Rožmanovo, ne. Samo da je Rožman seveda imel naprej, tudi Tomažič je šel k okupatorjem, ne, in jih je prosil za pomoč in za izpustitev zaprtih duhovnikov in prosil za to, da bi dovolili dvojezično pridigo v cerkvah. Seveda je bil popolnoma brezuspešen tukaj, dočim Rožman je imel zaradi drugačnega gledanja na cerkev v italijanski okupacijski coni drugačno stališče, ne. Ampak in je bil bolj, če lahko rečem, tukaj pripravljen tudi dopustiti, da duhovniki so v partizanih, sicer ne bi pomagal Mikužu, da pride do liturgičnih predmetov, ne. To se pravi, da je bil manj rigorozen. To je Dolinar zelo dobro obdelal v enem članku in priporočam samo vsakemu, ki dvomi, da to prebere. No, verjetno je pa res tisto, kar ste že dvakrat zdaj povedali, da ko se gremo take primerjave, res treba najprej pogledati izhodiščno stanje, se pravi italijanski okupacijski režim, že sam po sebi drugačen, in pa seveda tudi pogled na katoliško cerkev pri Italijanih. Popolnoma drugačen, medtem ko pa za nemške okupatorje cerkev ni predstavljala nobene vrednote in tudi seveda potem škof Tomažič dejansko zanje ni imel tega statusa privilegiranega sogovornika, kot recimo škofer ali pa recimo sogovornika, ki bi ga bolj upoštevali kot koga drugega. Absolutno, absolutno. Ali je bilo v tem kaj sprememb, potem ko se je v Ljubljanski pokrajini okupator menjal, so Nemci tam? Sprememba je bila vtoliko, da seveda intervencije pri nemških okupatorjih niso bile tako možne. Sicer so bile nekatere, ampak predvsem za svoje duhovnike interveniral, ampak Nemci so zaradi različnega stališča do cerkve bili manj dostopni sploh do takih intervencij. Pač pa je bila nemška okupacija seveda Ljubljanske pokrajine drugačna, kot je bila nemška okupacija leta 1941 Gorenjske, Štajerske in Zasavja, ne. Veliko manj rigorozna, zaradi tega, ker za Nemce je bila Štajerska, mach mir die Untersteiermark wieder Deutsch, to se pravi, bilo nemško ozemlje, ne.
in je bilo treba spet, ki je bilo nekako slavizirano in je bilo treba to spet spraviti v red po njihovem mišljenju. Dočim Ljubljanska pokrajina niso smatrali za nemško ozemlje, ne. Zaradi tega je bila potem tudi nemška okupacija tega ozemlja nekoliko drugačna. Ja, zdaj sva pravzaprav že veliko časa porabila, ampak vse ene stvari se je pa treba še dotakniti, in sicer k demonizaciji lika škofa Rožmana prispeva na vse zadnje tudi dejstvo njegovega umika tik pred koncem vojne iz Slovenije, kamor se ni nikoli več vrnil. To spet hrani primerjave recimo z zagrebškim nadškofom in poznejšim kardinalom Stepincem. To je ena stvar. In druga stvar je vprašanje, kakšen je bil odnos papeža Pija XII. Do tega škofovega ravnanja. Tu se spet pojavljajo. Torej, škof Rožman ni odšel na Koroško, ker je hotel tam ostati. On je šel na povabilo krške škofije. Seveda so oni imeli v mislih, da ga je treba umakniti, o tem sem prepričana, ampak on je imel povabilo. Mi ne smemo pozabiti, da je Gorenjska bila pod jurisdikcijo krškega škofa. In je s povabilom, da je pač treba tukaj zadeve urediti. In da bo lahko tudi pomagal Sloveniji, Slovencem, tudi pri zaveznikih. Tudi to je bilo v ozadju. Vzel je perilo s seboj za 3 dni. In ko se je hotel vrniti, tako pravi Nande Babnik, ki ga je vozil, duhovnik, so mu to preprečili. In zdaj govorimo o nečem, kar pravzaprav zgodovinarji ne bi smeli, kaj bi bilo, če bi bilo. Sem pa prepričana, da bi proces malo drugače izgledal leta 1945, če bi škof tukaj ostal. Ker če primerjamo duhovniške procese, potem, ki so tudi 9-krat končali smrtno obsodbo za manjše delikte, kot so očitali škofu, si ne morem predstavljati, da ne bi se tudi njegova obsodba tako končala. To se pravi, da so v krški škofiji tisti, ki so se odločili, da ga povabijo, vedeli, zakaj. Torej so domnevali, kaj se bo zgodilo, če se ne umakne. Potem bi bilo seveda naslednje hipotetično vprašanje, ali bi oblasti dejansko imele pogum, da bi to smrtno obsodbo izvršile. Ja, no, midva zdaj lahko o tem špekulirava, ne, smo že rekli, ampak v tistih krvavih časih ne bi tega izključila, ne. Škof Rožman je potem, ko je videl, da se ne more vrniti, seveda tudi ponudil papežu svoj odstop, ki ga pa papež ni sprejel. Sam pa ni bil pripravljen ilegalno potovati v Italijo, ne, oziroma v Rim. Ker prosil je za dovoljenje in Angleži mu tega enostavno niso dali. Tako da če bi papež to res tako obsojal, bi najbrž ta odstop sprejel. Kako je bilo pa s tistim srečanjem oziroma nesrečanjem med svetim letom 1950? Ja, takrat je bil samo na splošni audienci in takrat je predal zadevo Grozdene. Ta Strletov življenjepis. To obstaja tudi slika o tem, ne. Ja, torej potem zadnja leta njegovega življenja zaznamuje predvsem delo med slovenskimi izseljenci, in tam je potem pravzaprav med njimi tudi vse do danes počival v Le Montu
On je bil potujoči misijonar in je stal pravzaprav Slovencem po svetu zelo na strani. Poznal je seveda njihove težave, saj je imel sam iste. Veliko je pisal, čez 550 člankov je ohranjenih v emigraciji, v raznih publikacijah, ki so jih izdali. Torej, deloval je do konca, 3-krat je bil tudi v Evropi, ne? Bil je v Argentini, torej bil je potujoči misijonar, če lahko temu tako rečemo. Ja, no, posebej zanimiva je pa tudi v kontekstu njegovega današnjega mesta v predstavah Slovenk in Slovencev njegova duhovna oporoka, ki izhaja praktično že iz jeseni 1945 in tam opisuje svoje razmišljanje takrat, ko je 1930 prevzel ljubljansko škofijo. A smem to prebrati? Prosim, ja. Ja. Tedaj sem Bogu daroval tudi sledeče, namreč leta 30. Naj umrjem v zaničevanju in pozabljanju. Naj bo moj grob neznan. Naj me zgodovina še tako črno in temno slika in naj ostane tak spomin na me v zgodovini ali pa naj moje ime čisto izgine, da se nikjer in nikdar ne omenja več, samo da bi kraljestvo Božje raslo, se utrjevalo v dušah, samo da bi čim več duš se zveličalo, samo da bi Božja čast rasla in se večala. Torej, že takrat, leta 30, pa je rekel potem, da je strahom prevzel škofovsko palico od svojega prednika. Imel je že določene slutnje. Ki so navsezadnje izražene tudi v njegovem škofovskem geslu, ne, kjer je na prvem mestu pondus, se pravi teža, ne, potem pa premium, to je plačilo. Ja, no, dočakali smo Rožmanovo vrnitev na slovenska tla, tako je kot v slovensko zemljo, med njegove predhodnike in naslednike na ljubljanskem škofovskem sedežu. Očitno je Bog vsaj del te zaobljube sprejel, kajti njegova podoba v splošni zgodovinski zavesti je še vedno omadeževana. Kako lahko njegova vrnitev v Slovenijo pomaga, da se bo to strahotno neravnotežje med tistim, kar je škof Rožman počel, in med tistim, za kar veliko Slovencem velja, spremenila? Če bo ravno ta prenos iz Le Monta v škofijo v Ljubljani kaj prinesel k temu, da bo bolj pravično ocenjen, ne vem. Vsekakor je to seveda absolutno pietetno dejanje in potrebno bilo, da se je škof vrnil nazaj. To je bila tudi njegova želja, da je pokopan doma. In potem, ko je praktično velja za nedolžnega, ker je njegov proces bil razveljavljen, žali Bog, ni prišlo do obnove, vsebinske obnove njegovega procesa, ki bi še bolj jasno pokazal, da so obtožbe neresnične, skonstruirane, ampak vendar. In mislim, da moramo delovati na tem, da ljudje, predvsem seveda tudi v šolah, končno sprejmejo dejstva, ne? Ker naš problem prav pri ocenjevanju škofa Rožmana je to, da so dokumenti na razpolago, pa da jih ljudje, celo zgodovinarji, nočejo sprejeti. Čeprav so brez dvoma avtentični. Ja, tu dejansko imamo ta problem, da se marginalizira vse tisto, kar se bi nekomu drugemu štelo v velikanski plus in ga povzdignilo v nek ideal humanističnega delovanja. Po drugi strani pa se pripisuje ogromna teža
nekaterim stvarem, ki pa dejansko nimajo pomembne teže. Dr. Griserjeva, zahvaljujem se vam in upam, da sva tudi s tem pogovorom nekoliko to neravnovesje pri marsikom popravila. Vam, drage gledalke in gledalci, pa želim, da bi tudi podoba škofa Rožmana pomagala, kot smo jo tudi danes načrtali, pomagala pri našem skupnem, lažjem soočenju z bremeni preteklosti, ki so posebno v tem prostoru še kako navzoči. Hvala lepa vam za vašo pozornost in nasvidenje. Nasvidenje.